prijatelji, ste z nami vsi, povejte, če vam srce kaj gori. Kdo je junak, kdo je prvak, kdo je zaljubljen, da se mu vrti. Obžaloval, igral junaka in sebi lagal. Naj gori nebo, sonce je zašlo, da te ljubim zvezde vedno. Tebe, hočem le tebe, brez tebe in mene. Tebe, hočem le tebe, brez tebe in mene. Gospodje, darovanci oziroma uporabniki varstveno-delovnega centra so nas s plesom in občudoviti glasbi popeljali v praznični teden občine Konjice, občine po meri invalidov. Vsi tisti, ker nam je življenje, nekako bi rekla, pristrigla peruti, da ne moremo uporabljati vseh tistih dobrin, ker jih nudi okolje. Tako smo potrebni druge pomoči in ker nam vodstvo in pa občina pomaga odstranjati ovire, ki so nam na poto, lažje preživimo in lažje se vključimo v vse tiste stvari, kar nam nudi okolje. Darovanci varstveno-delovnega centra so se danes zopet predstavili za čudovito pesmico in pa seveda v aktivnostih, ki jih imajo v samem centru. Vsak dan imajo nekaj novega. Gredo na izlete, včeraj recimo smo imeli čudovito delavnico, ustvarjali smo jo z oljem oziroma z akrilom na platno. In prvič se bomo predstavili z temi likovnimi deli na srečanju sožitja na Lovskem domu 30. julija, ko bomo se srečali starši in pa z vse tistimi člani sožitja. Tako da bomo pokazali, kaj zmoremo in pa kaj znamo. Dragi prijatelji likovnih del, danes smo v hramu kulture postavili likovna dela naših prijateljev članov sožitja. Tako se lepo zahvaljujemo Centru za kulturne prireditve Splošne knjižnice, za gostoljubje in pa vse to, da nam pripomorejo, da lahko ustvarjamo in počnemo vse te stvari. Darovanci oziroma uporabniki varstveno-delovnega centra so v zadnjem dnevih se udeležili tekmovanja v kletniki in priborili tudi kolajne za uspešno delo in pa za prva mesta v določenih kategorijah. Jaz jim iskreno čestitam in prenesite to še vašim kolegom v varstvu, da s takimle pokažete, da vam ni nobena odvira več in da jih lahko preskakujete. Društvo Sožitje in pa naša predsednica, gospa Julijana Kralj, je gostiteljica današnjega srečanja. Podrobnosti bo povedala namenu, zakaj smo se pripravili v tem tednu konjiških dnevih ob prazniku občine Konjice in občina po meri invalidov, kot sem se že pohvalila. Izročam mi besedo in pa seveda brez mikrofona, ampak mislim, da je prostor tako akustičen, da ne bo problemov z slišnostjo. Izvolite, gospod.
Jaz predstavnica društva Vizija in bom na kratko predstavila naše delovanje. V začetku bo zdaj malo zbegalo, no, ampak nič hudega. Društvo Vizija se je od ustanovitve dalje leta 2000 do danes razvilo v razpoznavno invalidsko organizacijo z delovanjem na državni ravni, zlasti na uresničevanju človekovih pravic. V občini Konjice sodelujemo v projektu Občina po meri invalidov, ki je naš glavni prispevek od sodelovanja pri odpravi zgrajenih ovir. Naši člani in članice društva Vizija živijo na področju 35 občin in se vsak na svoj način vključujejo v dejavnosti in aktivnosti društva, ki jih ponujajo naši programi. Delujemo povezovalno, zato del tega, kar ustvarjamo in kar delamo, prenašamo tudi v lokalna okolja. To je namen tudi današnje prireditve. Heda je naša dolgoletna prostovoljka, skupaj z možem vselej sodelujeta pri pripravi razstav naših članov in članic in poskrbita, da je vse lepo pripravljeno. Tako, zdaj pa predno bi jaz končala s to kratko predstavitvijo, da bo dovolj časa še potem za druge stvari. Se vsem najlepše zahvaljujem za udeležbo, sodelujočim pa najlepša hvala, da pomagate in pri organizaciji in izpeljavi na naši prireditve. Hvala. Kulture smo se danes zbrali predvsem zaradi likovnega dogodka naših razstavljavcev. Mičkrat smo se razpršili, ampak kljub temu mi bom lahko predstavila po abecedi. Gospa Marija Martič, v roza oblekici z svetlimi lasmi, je ena od tistih likovnic, zraven pa sedi njena kolegica v društvu, Elizabeta Tizol, likovna pedagoginja. Primer sedi Željko Vrtel. Iz Kočevja, gospe sta iz Murske Sobote, iz povsem druge pokrajine, vendar mislim, da se v Konjicah kar dobro bili sprijeli. No, Željko Vrtel pripetljaja z Kočevskega, povsem iz drugega okolja, vendar njegove slike, če boste pogledali njegova likovna dela, so povsem drugačna. Nekaj je tudi tistih, kar je z njihovega področja, vendar prikazujejo pa predvsem iz slovenske pokrajine, domačo pokrajino, pa je posebej ovekovečje. In še potem Anton Martin Rupnik iz Ljubnega ob Savinji se je žal opravičil, ker mu zaradi bolezni ni bilo dano, da bi bil prisoten danes. No, če bi Arpa Čalamon je velik poznavalec likovnih del. Ko je prišel v sredo, ko sem tole postavljala, je bil prijetno presenečen in vrnil se moj nasmeh, ko je videl likovna dela postavljena prvič v taki višini. To pa zaradi tega, ker so naši obiskovalci tudi iz drugega zornega kota ogledujejo likovna dela. Predvsem pa otroci iz vrtcev ne rabijo pručke, da stopijo, da bi lahko ogledali dela. Ravno tako vi, ki imate posebne potrebe, je boljše, da imate v zornem kotu svoji višini likovno delo, mi, kar smo pa mogoče ničkrat večji, pa lahko pogledamo dol, ker je lažje, ko pa gledati vrti. V glavnem, v likovnih delih gospe Marije pa Elizabete je toliko sonca, toliko dobre volje, da ko pogledaš njene sončne in pa čudovite slike, imaš občutek, da sta to delali dve srednješolki, no, recimo, mladoletnici. No, v resnici je pa ta energija v njih, v tisti energijo, ko jo, recimo, da jim je prikrajšalo življenje,
pokažeta svojo notranjost, prineseta svoje sonce in pa prekmursko pokrajino na platno. Iskreno jima čestitam za vse, ampak če sem lahko samo mičkeno ni zlobna, ampak pristranska. Tisto modro delo za mojim hrbtom, tamle na čelu, je za me ena najlepših del. Pa ne, da bi karkoli bila, da ne boste mislili, da sem kakšen strokovnjak za odsvedelovanje likovnih del, vendar se na tisto občutek vedno zanesem in to zelo dobro. Tretji je naš razstavljavec, gospod Željko Žutelj iz Kočevja. Željko je posebni gospod. Po nesreči z tovornjakom, ko je ugotovil, da se mu je življenje postavilo v povsem drugačno situacijo, kot jo pa je bil navajen do takrat. Takrat v tistih mladih letih kratko malo ni vedel, kaj bi s svojim življenjem, kaj bi usmeril svojo energijo. Tako je slučajno zašel na razstavo, ki so jo pripravili člani UNOS-a. UNOS je združenje vseh tistih, ki likovna dela ustvarjajo, vendar čopičev ne držijo z rokami. No in Željko je videl, da tudi z usti lahko drži čopič ali pa slikarsko lopatico in tako je poskusil in bil izredno presenečen, ko je videl, da gre. Se pravi, od tistega zimske pokrajine pa do tistega čudovitega sončnega zahoda, vse te slike je narisal, ko je čopič držal z usti. Izredno res lahko poploskamo Željko za kar nam je danes prikazal na teh čudovitih sončnih slikah. Branko Martin Rupnik je precej bolan, ima težave, vendar zato so njegove slike tudi morda malo temačne in pa niso tako sončne, vse niso tako sončne, kot so recimo Željkove. Vendar, temen pastel na beli steni našega kulturnega hrama pridejo slike do izraza in pa lepo zaživijo. Zato sem Željko tu namenila ta velik prostor, da njegove slike lahko dihajo. Tudi Branku vse dobro in pa seveda tudi njemu naploskajmo za vse tisto, kar nam je naredilo. Še enkrat vsem razstavljavcem iskreno čestitam in pa seveda ob današnjem prazniku bi poklicala zdaj gospoda Mirko Zagorinška, Mirana Gorinška. Spoštovani in spoštovani, v okviru praznovanja občinskega praznika se je že in predvsem pa se še bo zvrstilo, mislim, da točno 60 različnih dogodkov. Tudi takšni, kot je bil današnji start ene izmed etap mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji, kjer pač prevladujejo kamere, sirene, luči in del naše družbe pač živi, je nesrečen brez tega rompa in pompa, kot temu rečemo. Sem pa iskreno vesel, da je v naši sredini še ogromno ljudi, ki se zavedajo, da je življenje vse kaj drugega kot oder in pa kamera in da življenje dostikrat prinaša povsem drugačne poti, drugačne izkušnje in da se je potrebno tudi v takšnih situacijah, ko se nekomu življenje korenito spremeni, tudi postaviti na novi. In ena od takšnih skupin je danes zbrana v tej sobi tukaj, v tej mali avli. In izjemno sem vesel, da smo našli ljudi, ki znajo spreminjati ta odnos, da vidijo tudi tiste, ki jih kamere ne marajo, pa jih ne srečajo. In ravno društvo Vizija, društvo Sožitje in vse ostale, ki bi še lahko naštel, pripomorejo k temu, da naša skupina, naš Svet za invalide, na čelu z gospo Lidijo Pratnimer, da je v zadnjih letih naredila tako korenite korake
v smeri zavedanja, da so med nami tudi ljudje, ki imajo drugačne potrebe kot tisti, ki hitijo, ki jim je draginja bitva. In današnji dogodek je ravno takšen dokaz, da lahko postanemo kot celotna družba samozavestni, da omogočamo tudi tistim, ki jih je življenje prikrajšalo za marsikaj, da se takole predstavijo, da pokažejo svoje talente in jih razvijajo dalje, da na ta način pridobijo samozavest za vsakdanje napore, ki jih čakajo v življenju. Zato moje iskreno priznanje vsem v imenu celotne lokalne skupnosti, ki se tega zavedate in ki delate v tej smeri, in da ne pozabim tudi gospa Heda in gospod Arpad, sta ena izmed tistih stebrov, predvsem na tem likovnem področju, ki ne glede na dan ali uro dneva sta pripravljena žrtvovati svoj čas in svoje znanje, da pomagata vsem tistim, ki sem jih prej naštel. Še enkrat iskrene čestitke vsem vam, iskrene čestitke ob tele postavitvi razstave. In pa seveda avtorjem iskrena hvala za vaš pogum, za samozavest, s katero ste se postavili na ogled, kot temu rečejo. In vam želim, da je današnja otvoritev te razstave samo še ena spodbuda za vaše nadaljnje delo. In verjamem, da si bomo vsi z veseljem pogledali in občudovali vaše umetnine, za želja, kot sem dejal, da se še srečamo v prvi naslednji priliki. Hvala lepa in uživajte ob pogledu te razstave. Šalaman je grafik in nekaj let nazaj je ilustriral bajke in legende Drevinske doline. Tri take grafike sem pripravila za naše obiskovalce in pa seveda za koreografinjo Violeto Pristovnik, ki je žal morala biti na drugoj obveznosti, tako da jo ni tukaj. Zato prosim Arpada, da bi te grafike podelil in se zahvalil našim avtorjem ob današnjem srečanju. Lepo poletje in pa seveda udeležite se čim več kulturnih prireditev, kajti ne samo, da pridemo poslušati neko glasbo ali nekaj takega, srečujemo ljudi in s tem krepimo naše vezi, tkemo nitke spoznavanja in pa vse to, če povem v resnici, nikoli nimam problemov, da bi nekdo odklonil sodelovanje. In to je mi največjo čast in zadovoljstvo, da lahko delam z vsemi temi stvarmi, kar se je danes pokazalo, da smo na pravi poti. Hvala, da smo bili skupaj in vse dobro med poletjem.